Gospod Mojsilović, najprej čestitke za zmago. Danes ste imeli, se vam je nasmehnila na koncu tekme, sreča in zasluženo ste zmagali. Hvala na čestitkama. Hvala za čestitke, mislim, da smo zmagali povsem zasluženo. Zmaga bi lahko bila še nekoliko višja in tekmo bi morali odločiti v svojo korist že prej. Morda pa je na ta način najslajše zmagati, če gledam z vidika navijačev. Moram čestitati svojim fantom za pogum in psihološko stabilnost, da so verjeli v to, da lahko spreobrnejo tekmo in zmagajo. In tudi gostujoči ekipi za dobro predstavo in izjemno dobro tekmo. Mislim, da se z mano strinjajo prav vsi, če rečem, da je bila to zares odlična tekma. Z veliko ritma in dogajanja, oboji so igrali celoten tekmo na zares visokem nivoju. Sadržaj sa ritmom skoro svih 90 minuta ili evo do zadnjeg minuta na jednom visokom nivou. Svaka čast igračima. V nedeljo vas čaka težka tekma proti Mariboru. Vaš komentar? Ma ovo je teška tekma. To je bila težka tekma proti Triglavu, kakšen Maribor. To bo najlažja tekma. To je ekipa, ki igra v Evropi in trenutno najboljša ekipa v tem prostoru. Ta ekipa in ta tekma bo za nas nagrada, praznik nogometa v Domžalah in želim si, da bo naš stadion končno poln. Mislim, da si klub na čelu s predsednikom Oražmom to tudi zasluži. Videli bomo na delu najboljšo ekipo v ligi in mi se bomo pomerili z njimi po naših najboljših močeh. Na tej tekmi pa nimamo kaj izgubiti. Zato je najlažje za igranje. Lahko samo veliko pridobimo, sam pa bi želel, da proti Mariboru odigramo samo nekoliko bolje, kot smo igrali v Ljudskem vrtu. Tam smo igrali dobro, zelo solidno pravzaprav. Drugi teden pa si želim še nekoliko boljše predstave in na koncu videli bomo, kaj se bo zgodilo. Ovdje proti Mariboru v nedelju da igramo još malo bolje nego što je bilo u Mariboru. Pa nek bude kako bude. Gospod Brkić, spremljali smo zanimivo tekmo na koncu, vam je zmanjkal kanček sreče za vsaj točko. Tako je, spremljali smo, mislim, eno najboljših tekem. Srečali ste se dve ekipi, ki igrata agresiven nogomet, tukaj ni šparanja, tempo je bil, lahko rečem, na najvišjem nivoju, kar se da. Prvi polčas mislim, da smo odigrali enkratno, povedli 1-0, kontrolirali tekmo, imeli še kakšno polpriložnost. Drugi polčas, kar krasi Domžale, so nas pritisnili, mi smo to plansko se tudi postavili tako in prejeli smo zadetek. Prejeli smo zadetek po strelu v avtogol. Ne glede na to, smo se zopet dali dva sveža napadalca, imeli dve izrazite priložnosti, da rešimo tekmo na 2-1 in to je samo veselo v golu, kdo bo dal gol, ker noben se ni šparal. In tokrat so imeli Domžale, lahko rečem, srečo v 92. 93. minuti, zadnji strel in točke so šle po vodi. Sedaj vas čaka pokalna tekma proti Kopru, potem pa domača tekma. Ja, sedaj moja naloga je predvsem tele moje odlične fante dvigniti z psihološkega vidika. Fantje delajo enkratno, mislim, da so si zaslužili danes točke, ampak mi gremo prvo analizo narediti in za sredo se s Koprom prištimati za ta pokal. Potem pa Rudar, imamo dve tekmi doma. Jaz pričakujem veliko število gledalcev in tako igro, da ponovimo in ni se zabati.